pozdrav vsem in če si dovolim en predklic k temu moji razlagi. Sem izjemno navdušen nad vsem, kar so dragocega povedali, najprej raziskali in potem tudi povedali govorniki v današnjem dnevu. In če bo kdaj prišlo do realizacije, če bomo začeli delati ta planetarij, potem bi vsekakor rad, da so vsi ti v tej ekipi, zato da bojo pomagali to narediti tako, kot se šika. No in zdaj k planetariju, tako kot je že Darja povedala, je star že 25 let. Začelo se je zares z razstavo Svetloba, slika, sporočilo in četrt stoletja po tistem, pa še v letu Svetlobe, zdaj imam idealno priliko, da naredim revizijo vsega tega in kako je s tem. V tem času se je planetarij le delno uresničil. Narejena je bila mala knjižnica, nekateri jo poznate, to je interni katalog, ki je le del tega koncepta. Predvsem se je pa v teh 25 letih dostopnost do digitalne tehnologije precej spremenila in s tem tudi nekako spremenila domišljijo in možnosti, kaj vse se da še narediti. Ampak naj opozorim, planetarij je pot, najprej pravzaprav gledanje na knjižnico, na kak način razumemo, dojemamo knjižnico, in na drugi strani je to pot, ker smo, če se le da, ker smo ljudje, igriva pot do knjige, kakršnekoli knjige, analogne ali digitalne, ampak do knjige, do sporočila. To želi ta planetarij narediti. In pri tem se izhodišča, ki so takrat nekako bila nastavljena pred 25 leti, tudi danes niso kaj dosti spremenila. Želeli smo narediti neko obliko knjižnične pustolovščine, se pravi privabiti bralca, predvsem otroka, k knjigi. Potem to pustolovščino narediti dostopno vsem, ne glede na to, odkot prihaja, kakšne razmere ima doma, s kakšnim nameni ali s kakšnimi podlagami prihajam, pa res, da bi bila ta stvar dostopna vsem. In še takrat smo razmišljali o tem, da nove tehnologije pač prinašajo tudi nekaj pasti in želeli bi, da bi se pri končnem izdelku potem tem pastem čim bolj izognili, predvsem tistim, ki nekako izolirajo človeka pri uporabi take digitalne aplikacije, navadno, slišno, vidno je odklopljen od tega sveta. To potem posledica tega neke vrste asocialnost in pa motorična pasivnost. Pa seveda tudi pomembna zadeva, da to ne bi bil le nek ali spomenik ali privilegij določene finančne možnosti ali pa samo določenega obdobja, ampak da bi bila to uporabno potem tudi v vsakdanjem praktičnem življenju knjižnice. Pri načrtovanju si postavimo naslednja načela. Knjižnica je najmanj
izključujoča ali pa najbolj demokratična ustanova, javna ustanova. Če k temu dodamo, da se v knjižnico steka največ znanja zapisanega v obliki sporočil. In pa, da je knjižnica v resnici najbolj usposobljena ustanova, da manipulira s temi sporočili, da z njimi rokuje, jih zbira, ureja in potem tudi nudi v uporabo. In če k temu dodamo še to načelo, da če je svetloba nekak pogoj za biološko življenje, je zagotovo sporočilo, pa naj bo to branje ali pisanje, pogoj za človeško življenje, se pravi to, kar nas loči od biološkega življenja. Če damo pod črto, potem knjižnica zagotovo ni neka inertnost skladišče, ampak je to aktivno vesolje sporočil in to je tisto, kar bi radi z neko obliko, z neko igro ali z nekim spomenikom postavili. Če si zamislimo, da se to da uresničiti z nekim modelom planetarija, potem moramo seveda sinhronizirati vse te bibliografske elemente, nivoje s astronomskimi. In to ni težko. Če ne bo, recimo delimo tudi pri opazovanju, sicer delimo na severno in južno nebo, lahko potem to prevedemo v leposlovje in stroko in tako naprej. Galaksije v jezik, ozvezdja v nacionalno književnost, osončja v ožje postavitvene skupine, strokovne ali pa leposlovne, zvezde oziroma planete, se pravi te nebesna telesa, večja, so dejansko bibliografske enote, se pravi knjigi, naslovi knjig, in pa sateliti, ki se vrtijo okrog planetov oziroma teh teles, so potem podrejeni naslovi, podrejene naj bodo to zgodbe, pesmi, kar je pač besedila knjigi. Seveda gradivo delimo tudi na to, ali je to tiskana beseda, ali je zvok, ali je slika. In smo na ta način, jih lahko opišemo tudi kot snovna telesa ali svetlobna ali pa zvočna telesa, kar poznamo v vesolju. Vse ostalo potem opisujemo kot značilnost, recimo nevsebinska gesla, žanri, vrednotenja, obseg, število strani, leto izida, težavnostne stopnje, vsebinska gesla. Vse je to potem opis nekega nebesnega telesa, njegovega življenja, njegove sestave, njegove barve, svetilnost, oddaljenost in tako naprej. Torej, rabimo nek prevajalnik, ki bo avtomatično prevajal te bibliografske nivoje v astronomske nivoje in imamo osnovo za planetarij. Tukaj bi rad upozoril še na neke druge misli, ki so zorele v tem času v oblikovanju planetarija, da po eni strani, da bi bil koncept čim bolj konsistenten z neko idejo, z neko mislijo, po drugi strani pa, da bi bila možna tudi neka igra, ki bo zanimiva, ki bo pritegnila in ki bo ne samo, da bo dala občutek, da gre za res, ampak da bo tudi resnično pripeljala otroka oziroma iskalca knjige, konkretno do knjige, do fizično do knjige, do police. Tako kot vse vesolje, vse, kar poznamo, od planetov, pa kroženja, pa
oblike atoma in potem še delcev do kvarkov in tako naprej. Vse ima nek koncept, kaže krogle, ali pa kroženja, vsaj nekaj okroglega. Zato je osnovna oblika tega planetarija je krogla. Pa še iz enega drugega vidika, to mogoče ni nujno, da je v vsaki knjižnici, ampak recimo vsaj v eni bi bilo dobro, da se naredi spomenik zemlji in da se potem ta stvar dogaja okrog te zemlje, ker je vendarle zemlja edini naš poznan in zaenkrat še veljaven dom, zares dom, naš dom in je dobro, da na to kar naprej opozarjamo, da ne delamo z njo tako, kot delamo pač. To potem je, tukaj je še Regratova lučka. Namreč, zelo zanimiv simbol se mi je zdel seme. Seme je nosilec življenja. Tako se prenaša življenje iz roda v rod, poseljuje zemljo in na nek način življenje dela večno. Če je to v biološkem svetu, je potem knjiga, ki pravim sporočilo, na nek način v intelektualnem svetu, v intelektualnem vesolju. Knjiga je tisto seme, ki rodi nov intelekt, ki širi znanje in sploh našo zavest kot človeka. Pomembne so tudi barve. Zbrane so 3 barve. Tukaj so aplicirane na razlikovanje med tiskanim audio pa video gradivom. Na razstavi bomo mogoče se še bolj dotaknili tega, zakaj so zbrane ravno te 3 barve, ki nekako določajo naše življenje. Klorofil kot ta rastlinski svet, hemoglobin kot živalski in naš svet, in pa potem ta specialni duhovni svet, ki smo mu izbrali modro barvo v slovenščini, pa tudi ne, ki smo mu rečemo, da je to modro. Ne samo sicer, recimo, v znanosti. Tako, zdaj imamo nekako osnovne principe in koncept tega planetarija in zdaj ga pravzaprav lahko začnemo graditi. Prva stvar, na katero naletim pri gradnji takega planetarija je, da naj se ne bi delali, da otrok pride do knjige, ki jo je našel s pomočjo planetarija, ampak da bi dejansko res tudi lahko našel. Se pravi, da je treba knjižnico opremiti z nekim načinom sledljivosti knjige. Eden takih enostavnejših načinov je ta optični lepilni trak, s katerim se da opremiti potem vsako polico, to povezati v sistem in ta trak je občutljiv na neko kodo, ki se jo da recimo na spodnjo stran knjige, na obrezo. To je ena taka rešitev. To je tehnična priprava knjižnice, drugo je pa potem ta programska oprema, sistem, ki bo gnal planetarij. O malo knjižnico sem že omenil, ki zdaj še vedno deluje, to približno 10 let, ima 14,000 in nekaj čez zapisov, se pravi naslovov knjig. Doslej nekateri jo poznate, nekateri ste jo uporabljali za kakšne seminarske naloge ali pa mogoče za kakšne priporočilne sezname. Mi ga uporabljamo za izdelovanje priročnika. Do nedavnega je gnal tudi glasovanje Moja najljubša knjiga, pa je žal ta
ta segment odmrl, se je pokvaril, zato bo treba narediti pač na novo. In tukaj je zdaj predstavljen kot kompas, kot neka nova verzija male knjižnice, ki v svojem kompletu vseh mogočih delovanj vsebuje tudi planetarij. Ta kompas, se pravi ta baza podatkov, je v načrtu se črpa iz Cobisa, se pravi direktno prepisuje osnovne podatke iz obstoječega kataloga, doda, tako kot recimo pionirska, pa morda še kakšni partnerji v bodoče, bi pa dodajali k temu osnovnemu zapisu še ostale potrebne elemente, ki jih v Cobisu ni in pa so potrebni za planetarij. Se pravi, to vključno s tem, da bi lahko se povezali recimo s kakšnim programom, kot je Celesta, ali kakšnim drugim programom, ki bi pokazal tudi potem dejansko planet, ne samo pravi neko podobno, dejansko tisti planet ali pa tisto zvezdo, na katero otrok ali iskalec naleti. Ta bi med stvarmi, ki jih že zdaj poganja, se pravi priročnik, razne promocijsko gradivo, pa raziskovalno, bi seveda zdaj za potrebe planetarija poganjal nek modul, ki bi se kazal v dveh variantah. Ena varianta, to je ta igriva varianta, kjer obiskovalec ima vtis, da vodi raketo skozi vesolje in jo upravlja in potem išče na ta način določeno knjigo ali pa določeno informacijo. Ta zadeva je povezana s posebnimi očali, ki jih je že nekaj na trgu. Microsoft je pa razvil še ena specialna očala, ki so res namenjene bolj delu, se pravi bolj takim praktičnim zadevam, ne samo zabavi, ali pa mogoče celo ne zabavi, ne. In bi bile na voljo pač otroku, ki v knjižnici, ki si ta očala sposodil. Vsem otrokom, ostalim, ne glede na to, ali si sposodil očala, ne, pa je bi bila na voljo druga verzija na tablici, kjer bi pravzaprav iste stvari videl, na isti način upravljal, samo ne bi se igral tega pilota v raketi. Ne. In seveda pomembna stvar, stranska veja tudi katalog za otroke, ki pa ni vezan na knjižnico, se pravi, ta katalog bi lahko imel bralec tudi doma, na svoji tablici, in bi deloval kot katalog ali kot bralnik. Se pravi, tudi, ko bi določeno knjigo izbral, jo lahko tudi bere, se pravi, se obnaša kot bralnik. To je zdaj pač ta sistem. Zdaj si še odbliže pogledamo ta otroški katalog. V tujini je že kar nekaj katalogov, bolj ali pa manj podobnih temu. Tukaj ima pač nabor vseh možnih iskanj. Knjige se mu pokažejo v obliki naslovnice in potem klikne in jo ali si jo rezervira, ali si prebere kratko tisto oceno knjige. Če je pa v digitalni obliki, jo pa lahko potem tudi odpre in bere. In to je pa aplikacija, ki deluje potem pa samo v knjižnici. Tale aplikacija deluje pač tudi doma. Tale pa samo v knjižnici in je sicer planetarij oziroma iskalec knjige v knjižnici. Je adaptiran na bralca, se pravi, da je s tem, ko pride v knjižnico in nekako kot njegova izkaznica hkrati tudi,
se mu je že prednastavljeno vse tisti zapisi, ki so o gradivu, ki so primerni za njegovo starost. Lahko si pa zbere, pač klikne na pravilnar, pa si zbere vse. Ni nujno, da se drži tega. In potem ima ukaze, podobne kot bo imel recimo pri učalih, da si izbere določeno stran neba, se pravi poučne ali pa poslovje in tako naprej prodira do knjige. Tukaj ima potem možnost še 3 vrst katalogov, ki se spreminjajo glede na to, v katerem območju je, v kako širokem območju se nahaja tukaj. Tukaj so tudi semenčka, ki pomenijo to. Tisto knjigo, ki si jo zbere, toliko semen se potem nabere v tistem nabiralniku, oziroma če hoče knjigo tudi sam najti na polici in ne ve, kje je, ga tudi tale vodi do police, da s pomočjo tega semenčka tudi najde to knjigo. Vedno ima možnost tudi, to je pač tipkovnica, da si lahko tudi kaj, kar ne zna tako poiskati, da si lahko tudi natipka. No, to je pa ta aplikacija, ki je z očali. To so ta očala. Prednost teh očal je, to, kar sem že na začetku rekel, da nekako iščemo način, ki ne odreže uporabnika od okolice. Ta očala so narejena tako, da skozi nje vidiš vse normalno, tako kot recimo jaz skozi svoje očala, samo da se prikazuje v nekem delčku prostora, pa tudi tisto, kar sicer drugi ne vidijo. Se pravi, v tem primeru to plovilo, ki ima vse te elemente navigacije, s katero se sprehajaš po knjižnici oziroma po knjižničnem katalogu. Tukaj je malo bolj podrobna razlaga vseh, se pravi, ta vetrobransko steklo, kaj to je pravzaprav ekran, kjer vidi, kaj je izbral, v katerem območju se nahaja. Tukaj zgoraj je portret tistega lastnika izkaznice in s tem tudi potem sinhronizirano vse iskanje za njegovo starost, če to želi, če ne preklopi na vse. Potem so te glavne, se pravi, izbire, ali se gibljaš v območju stroke ali pa poslovja, ali hočeš iti bolj podrobno v katero vzvezdje oziroma v Sončje in tako naprej potuješ. Tle se ti ravno tako nabirajo semenčka za tiste knjige, ki si jih izbral, oziroma te vodi seme, ko iščeš sam knjigo do police. Na sredi je krogla za navigacijo, se pravi, ne samo, da lahko odtipkaš ali pa tukaj po katalogu, ampak lahko tudi potuješ prosto, se pravi, z navigacijo. Bom potem naprej pokazal, kako ta sistem deluje. Lahko si pa tudi izvlečeš tipkovnico in natipkaš tisto, kar rabiš, če jo potrebuješ. To je ta navigacijska krogla, izvlečena, ki deluje pa tako, se pravi, s tem, ko zbiraš kroglice na površini skupaj, se nivo viša, se pravi, tiste podrobnosti grejo v globino. Če pa hočeš ti v globino, se pa razširaš te kroglice na površini in prihajajo vedno bolj na površje tisto, kar je spodaj. Se pravi, če hočeš do knjige, moraš širiti, če hočeš pa na območje, recimo, da te zanima neko širše območje, pa si že med knjigami, pa samo zbiraš skupaj, stiskaš skupaj. Tako potem zgleda ta zadeva v prostoru.
To je pač nekdo, ki ima očala aktivirana, vidi pač knjižnico, svoje sošolce ali pa kolege okrog sebe, vidi pa tudi seveda v enem kotu to kabino, s katero lahko upravlja, dejansko upravlja. To je noter. Tukaj je še tipkovnica izvlečena, lahko pa tudi ni. No, taka očala si je nadela Eva Julija in preizkusila. Zdaj, tukaj ni realno pokazano, se pravi, gledalec nič tega ne vidi. Vidi seveda eno hecno punco, ki nekaj tipka, pa maha z rokami po zraku. Ampak tako, kot smo se navadili vseh teh, ki drvijo po ulicah in se pogovarjajo z mobitelom, tako se bomo najbrž navadili tudi na koga, ki bo takole iskal svojo knjigo ali po tipkovnici ali s kroglo. No, tukaj se delno vidi tudi kabina. No in tukaj se je postavila, recimo, da si zamislimo, da bo v nekem kotu knjižnice prav ta punkt, kjer se bo dogajalo kaj več okrog tega planetarija, recimo, da so to obiski skupin, razred ali pa vrtec, da se zberejo okrog Zemlje, se pravi okrog te steklene krogle, nad katero je tak krožnik, ki je v resnici ekran. In ta deklica zdaj pripravlja neko predstavitev, recimo, da svojim sošolcem, da zbere, da jim bo predstavila špansko književnost, pa najboljše knjige iz španske književnosti, kar jih imamo prevedeno v slovenščini, pa imajo dobre ocene. To bi tako izgledalo, recimo, ne izbira, pravi, da bo iz severnega in južnega neba, se pravi iz leposlovja in iz stroke, izbere španski jezik, to je galaksija, potem, kjer je več teh ozvezdij, ki uporabljajo španščino, se pravi argentinska, mehiška, kolumbijska književnost, pa še jih je, tudi po zemljevidu se vidi, kaj je obarvano, in ona si izbere špansko književnost, med katero seveda ni čisto vse samo španska, ta je recimo ameriška v resnici, ampak je vsaj predstavlja Španijo. In potem do konca, do teh teles v Soči, ki so knjige, dejanske knjige iz španske književnosti za otroke, ocenjene od 3 naprej, recimo, najboljše. In sicer predstavnice iz fantastike, iz vsakega območja po ena knjiga. To ona zdaj recimo potuje, tako ona vidi na svojem ekranu, to vidijo njeni sošolci, sošolke, sprav španščina, jezik in potem Španija, prav njihova kultura, kjer lahko tudi izbira, recimo, prej smo slišali o fantastičnih slikarijah v Franciji, pa je njo zanimivo pa te Španije iz Jamne, pa klikne na njo in jo ljubi projekcijo od tega in tako naprej. Potem pa posamezne knjige, ki jih ona dobi in dobi tudi osnovne podatke o tej knjigi. Lahko, da ne bojo toliko tega napisanega, lahko, da bo manj, zato pa pravim, vsi ti govorniki, ki so danes nastopali, bojo dragoceni, da takrat naredimo skupaj res eno dobro stvar, vključno z oblikovalci in takimi dizajnerji, ki bojo to naredili dosti boljše, kot je tukaj na prezentaciji. No, to je naslednja knjiga, ki jo vidi posamezne knjige. Poleg tega, da je to morda nek tak utopičen prikaz uporabe digitalizacije oziroma
te sodobne tehnologije v knjižnici, se mi zdi pomembno predvsem to, da razmišljamo o knjižnici kot o nečem, kar ni razskladišče. Da razmišljamo o knjižnici kot o nekem živem organizmu in ga tako tudi predstavljamo, ne da dopovedujemo otrokom, kaj to je, ker še nam to ni, ampak da jo predstavljamo v smislu, da jo naredimo tako, da sama o sebi pripoveduje, da je že sama knjižnica sporočilo, kaj vse ima, ker vendarle hrani znanje in vedenje vsega človeštva, bolj kot katerakoli druga ustanova. Zato mislim, da sem poudaril nekako ta stav, da je knjižnica idealna ustanova, ki lahko zaobide strahove okrog tehnologij, pa se tudi z njimi ne drogira. Ima pa znanja, ogromno znanja in snovi, da lahko iz tega naredi nekaj, kar bo zanimivo, igrivo, kar bo otrok mogoče malo podaljšalo to linearno branje, o katerem smo danes poslušali. Tako, hvala lepa za pozornost.